vendar najhujše zlorabe človekovih pravic v zgodovini so zagrešili sistemi, države. Če si pogledamo zgodovino 20. stoletja, jaz mislim, da je to vsakomur jasno. Zato so sploh nastali ti moderni sistemi kazenskega prava. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi. Danes pa se bomo pogovarjali o eni zelo pereči temi. Tej temi tudi na Evropski pravni fakulteti Nove univerze posvečamo veliko pozornosti, gre pa namreč za kazensko pravo. Kazensko pravo je obvezen predmet na več nivojih pravnega študija, tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju. Ukvarjamo se z kazenskim pravom v materialnem smislu, v procesno-pravnem smislu. Seveda pa kazensko pravo deluje tudi onkraj slovenskih meja, zato kazensko pravo obravnavamo tudi v mednarodnem merilu, kakor tudi znotraj prava Evropske unije. Iztočnico za današnji pogovor pa črpamo iz nedavnih dogodkov v Sloveniji. Spomnili se boste, da je v Novem mestu okrog praznika za 1. november prišlo do velike tragedije. Neka oseba je izgubila življenje in slovenska oblast se je odločila, da bo na to reagirala s sprejemom novega, posebnega, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Ta Šuterjev zakon je bil pospremljen z obilo kritikami v pravni stroki in tudi v civilni družbi, pa kljub temu je praktično šel brez sprememb skozi parlamentarni postopek, še več, v zvezi s Šuterjevim zakonom se je oblikovala skorajda ustavna večina slovenskih poslancev. In danes se bom z dvema strokovnjakoma za kazensko pravo, z vrhovno sodnico Barbaro Zobec in docentom Blažem Kovačičem Mlinarjem, ki je tudi naš profesor, sicer pa odvetnik v svoji odvetniški pisarni, pogovarjal o tem, kaj pravzaprav dogajanje v zvezi z in okrog Šuterjevega zakona pomeni za kazensko pravo. Namreč izrečene so bile zelo burne besede, bile so zelo burne reakcije predstavnikov različnih vej oblasti, izvršilne, zakonodajne, tudi na ravni lokalne samouprave. Povedano nam je bilo, da je pravzaprav kazensko pravo zato tu, da zaščiti žrtev in ne zlikovcev. Povedano je bilo civilni družbi in stroki, naj se raje pobrigamo za resnične človekove pravice, ne tiste virtualne človekove pravice, ki bi jih domnevno lahko ogrožal Šuterjev zakon. Tako da, povsem na začetku me zanima, kako sta vidva, tokrat vaju ne bom vprašal, začutila Novo univerzo, o tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju, ampak predvsem, kako sta čutila dogajanje v zvezi z Šuterjevim zakonom. Pa morda najprej ti, Barbara, kot sem že omenil, ti si vrhovna sodnica, več kot 20 let, 23 let si bila vrhovna sodnica na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča, ki ga tudi vodiš. V svoji dolgi karieri si videla praktično vse. Te je v zvezi s tem zakonom kaj presenetilo? Ja, me je. Kot ponavadi tudi pri sestavi tega zakona mi nismo sodelovali. No. Kljub temu sem bila obveščena, začudeni kolegi so me klicali, kakšne predloge, da smo dali k temu zakonu. No. Jaz sem k sreči potem pridobila te predloge, ki so bili opremljeni z žigom Vrhovnega sodišča in sicer urad Vrhovnega sodišča in so očitno poslanci menili, da je to kolegi kazenskega oddelka. Sklicala sem kolegi sodnikov, takoj smo se odrekli temu, da prvič vidimo te pobude za spremembo zakona, ki so se pa nanašale na zakon o kazenskem postopku in to na zelo občutljiva področja, in sicer 18. člen ZKP-ja, ki predvideva absolutno ekskluzijo dokazov, če so ti pridobljeni s kršitvijo ustavnih pravic ali s kršitvijo zakona, ko zakon o kazenskem postopku predvideva sankcije. Ta absolutna ekskluzija se seveda nanaša na primere, ko pridobi dokaze država. Predlog oziroma pobuda Vrhovnega sodišča pod narekovaji pa je bila, da bi se tehtala teža kršitve ustave ali zakona na eni strani, na drugi strani pa teža kaznivega dejanja. Torej nekako vpeljava tele utilitaristične metode,
ki je pa za naše razmere, mislim, nisem pristaš tega, tu se krši enakost pred zakonom, potem ne zagotavlja pravne varnosti. No. Zanimivo. Skratka, zgodilo se je, da je bilo po poročanju medijev in pravzaprav vlada je to tudi vključila v svoje zakonodajno gradivo, kot da je Vrhovno sodišče poslalo neko stališče v zvezi z reformo zakona o kazenskem postopku, o katerem vi na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča niste ničesar vedeli. Blaž, tudi strokovna javnost s tem ni bila seznanjena. Zdaj, ti si, kot sem že omenil, si odvetnik, zlasti specializiran na področje kazenskega prava, si tudi docent pri nas na Evropski pravni fakulteti, torej kombiniraš nekako akademski in odvetniški poklic. Pa me zanima, mogoče, če se res ustavimo pri tej ekskluziji, kako si ti si bil zelo kritičen sicer do predloga tega zakona, kako si ti to razumel in kakšna je bila sploh povezava med ekskluzijo in tragedijo, ki se je zgodila v Novem mestu? Ja, nobene povezave tukaj ni. Jaz mislim, da je bila ta, bi rekel, tragedija zlorabljena za uveljavljanje nekih represivnih nagnjen, ki so se že prej pojavljala, to moram reči, vendar je zdaj očitno nekdo začutil, da je prišel njegov čas, pravi trenutek za to, da se v bistvu razjarjenost javnosti, ki je bila do določene mere seveda upravičena, uporabi za to, da se v kazensko pravo in kazenski postopek vpelje neke rešitve, ki so Sloveniji oziroma slovenskemu pravnemu redu popolnoma tuje. In ena izmed njih je ravno to, kar je spoštovana gospa vrhovna sodnica pred mano povedala, da bi se nenadoma po 30 letih v slovensko kazensko pravo uveljavilo načelo, da se lahko tudi dokazi, ki so bili pridobljeni s kršitvijo temeljnih ustavnih pravic, uporabijo kot dokaz, kot veljaven dokaz v kazenskem postopku. Lahko si zamislimo seveda zdaj potem situacijo, ko bi za neko hudo kaznivo dejanje, zaradi mene umor, uboj, prišlo v poštev tudi mučenje osumljenca, da bi se tako pridobilo priznanje, in če bi bilo to priznanje recimo podprto še z drugimi dokazi, materialnimi, bi to lahko bilo po tej doktrini tudi veljavno oziroma sprejeto kot dokaz. Res sem bil zelo kritičen do takšnih rešitev, pa še do seveda številnih drugih, ki so v tem zakonu, ker ta vlada je seveda prišla, bom rekel, na oblast z obljubo, da bo varovala pravno državo, da ne bo sprejemala protiustavnih zakonov. Vemo, da je to bila velika kritika prejšnje vlade med epidemijo covida. Sedaj gre pa za ponavljanje istih oziroma veliko hujših napak, ker tisti odloki so bili vsem časovno omejeni, če se spomnimo, kazenski zakon pa ni. In tukaj sem bil res zgrožen, da pravzaprav bomo zdaj dobili nenadoma v državi, za katero je še 14 dni pred tem incidentom notranji minister razglašal, da je ena izmed najbolj varnih na svetu. Sedaj smo slišali potem sa strani predsednika vlade, da je varnostna situacija šla iz rok ali nekaj takega, je bilo rečeno, in potem seveda za zlorabo v bistvu kazenskega prava za čisto politične namene. Barbara, ti si že omenila ta poskus uvajanja v kazensko pravo utilitarizma, da se pač tehta glede na pravno varovane dobrine, da pač tudi določene kršitve temeljnih človekovih pravic lahko instrumentaliziramo, če to služi kazenskemu pregonu. Blaž je omenil, kako je oblast na nek način ne samo uporabila, ampak zlorabila jezo, nezadovoljstvo ljudstva z dogajanji v zvezi z varnostno problematiko na Dolenjskem. Pa če gremo en korak nazaj, pa se vprašamo, ti kot kazenska sodnica, kako bi ti laični javnosti pa študentom ponazorila, obrazložila, čemu pravzaprav služi kazensko pravo? Ker tukaj nam je oblast povedala, da kazensko pravo mora služiti zaščiti žrtve in ne zlikovcev. Kot da so sodišča doslej ščitila s pomočjo kazenskega prava in kazenskega postopka zlikovce. Torej, čemu služi kazensko pravo?
Ja, materialno kazensko pravo vsekakor zahteva, da se obsodi storilec kaznivega dejanja, če je seveda kazensko odgovoren. Zdaj, procesno pravo je pa prežeto pač za domnevo nedolžnosti, ne? In obdolženca se lahko obsodi samo po postopku, ki je skladen z zakonom in ustavo. Morda nekateri menijo, da je učinkovitost samo v tem, da je čim več obsodilnih sodb, ampak to vemo, da je to značilno za avtoritarne režime. Učinkovit postopek je, da se pravnomočno zaključi zadeva, upoštevajoč ustavo in zakon, in to ne glede na to, a je oprostilna ali obsodilna sodba. Bi želel temu Blaž kaj dodati, ker tudi zanimivo, reakcije ljudi na terenu so bile zelo povedne. Oni so rekli, ok, zdaj se nekoliko bolj na široko odpirajo vrata preiskavam v naša stanovanja, v naše hiše, ampak ljudje na ulici so rekli, mene to nič ne skrbi, dokler delam zakonito, k meni že ne bodo prišli. A ni tukaj ena taka nevarnost tega slippery slope, da ko enkrat začnemo zniževati standarde, ko ljudi navadimo, lahko državo spustimo zelo globoko v naša stanovanja, v domet naše zasebnosti, v domet naših ustavnih pravic? Ja, poglejte, zdaj tako bom rekel, mnogi se ne zavedajo, kako hitro lahko se vsak to znajde v kazenskem postopku. Vemo, da bi rekel, so iz zgodovine znani primeri zelo hudih zlorab kazenskega prava in to moramo imeti vedno pred očmi. Jaz vedno pravim, ja, kazniva dejanja posameznikov so problemi in jih je seveda potrebno preganjati, ker se družba pred njimi mora zaščititi, vendar najhujše zlorabe človekovih pravic v zgodovini so zagrešili sistemi, države. Če si pogledamo zgodovino 20. stoletja, jaz mislim, da je to vsakomur jasno. Zato so sploh nastali ti moderni sistemi kazenskega prava, zato, da se zaščiti posameznika in zato, da se zaščiti njegove temeljne ustavne pravice. Zato smo na vse zadnje se tudi odločili za samostojno državo, ker smo leta 1991 menili, da prejšnja država teh pravic med drugim ne ščiti zadosti. Spomnimo se zadeve JBTZ. To je bila v bistvu, bi rekel, tudi nek sprožilni moment gibanja za samostojnost. Bi rekel, šlo je za kazenski postopek, v katerem so vsi videli navzven, da ni demokratičen, da se ne spoštujejo človekove pravice. Mislim, da smo to lekcijo malo pozabili, ker na vse zadnje, če pogledamo podatke, jaz še vedno mislim, Slovenija je varna država, nimamo velike stopnje kriminalitete in da bi zdaj tako na lahko se odpovedali svojim pravicam, samo pokaže, da jih ne vzamemo resno, rekel, pravice je zelo lahko se jim odpovedati, vzpostavljati nazaj neke standarde je pa izredno težko, ker jaz mislim, ko enkrat se recimo policiji da določena pooblastila, katera vlada jih bo potem odvzela, ker bo takoj pod političnim pritiskom. No, zdaj, če se še malo zadržimo pri tem Šuterjevem zakonu, nenavaden zakon v vseh ozirih, torej sprejema se zakon, ki je splošen abstrakten predpis za konkreten primer, pa vendar v tem, tudi če bi se sprejemal in se je sprejemal za konkreten primer, ta zakon naslavlja nekatera vprašanja, ki, ponovno se ponavljam, nimajo s konkretnim primerom nobene povezave. Recimo, zakon je omogočil tudi podaljšanje pripora, tistega najdaljšega roka trajanja, iz 2 let na 3 leta, manjši časovni okvir nadzora nad upravičenostjo, zakonitostjo pripora. Kako je s tem? Ali je v zvezi s tem Vrhovno sodišče tudi kaj razpravljalo? Kakšno je tukaj stališče pravzaprav kazenskega oddelka? Pobudnica iz urada Vrhovnega sodišča je celo predlagala, da bi trajal pripor po vložitvi obtožnice 6 let. 6 let? 6 let, to se pravi, da bi pod domnevo nedolžnosti bil obdolženec v priporu 6 let in pol. In toliko časa bi imelo sodstvo čas, da ga obsodi na prvi stopnji? Tako. 6 let? 6 let, to si lahko predstavljate, to na dokazni standard domneve nedolžnosti bi bil človek 6 let v priporu, kjer je režim neprimerljivo hujši kot v zaporu, k sreči je parlament izglasoval zakon, kjer je lahko najdlje v priporu po vložitvi obtožnice obdolženec 3 leta, pri čemer naj bi
Vrhovno sodišče podaljšalo pripor po 2 letih in lahko za 1 leto, to je najdaljši možni rok, sicer pa lahko za 2 meseca, 3 mesece, pač koliko bi ocenilo. Vendar pa mislim, da ta določba ni ustavno skladna. In sicer, kot sta že oba omenila, ta določba nima nikakršne zveze z romsko problematiko. To se pravi, da tudi ni podlage, da bi se o tem zakon spreminjal po nujnem postopku, ampak bi se moral po rednem postopku vključiti, bi morali stroke, javnost, kar pa v tem primeru seveda ni bilo. Potem vprašljivo je na tej stopnji, če že to ne bi pomenilo določen prejudic zadeve, ker Vrhovno sodišče zaenkrat podaljšuje pripore v preiskavi, ki je namenjena torej zbiranju dokazov, da se lahko vloži obtožni akt, ne pa ocenjevanju dokazov. Glavna obravnava je pa namenjena ocenjevanju dokazov in bo torej tam zagovornik v izjavi povedal, ja, ta in ta priča je pa popolnoma izpodbila utemeljen sum, se je povedala to in to. In kaj bo potem Vrhovno sodišče ocenjevalo dokaze, a je izpodbita ali ne, to se že močno spušča na prejudic, bi pa tudi konceptualno je to velik poseg, ker kot sem že rekla, prej smo bili do vložitve obtožnice, podaljšanje pripora ob vložitvi obtožnice je še možno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti in o tem smo odločali, potem pa nič več. Zdaj bi pa kar podaljševali pripor. Potem nadalje ni rednega pravnega sredstva. Kljub temu, da bi podaljšali pripor za 1 leto, se ne more pritožiti obdolženec. Nadalje, tudi ne vem, kako bo to praktično izvedljivo, sama mislim, da ni izvedljivo. V primeri, kjer je obdolženec toliko časa v priporu, so obširne zadeve z več tisoč stranmi in kako se bo vrhovni sodnik, poročevalec s tem seznanil v tistem kratkem času, pri čemer sodnik na prvi stopnji praviloma razpiše obravnave 2-krat na teden za 2-3 mesece naprej. In jasno, da ne bo poslal spisa na Vrhovno sodišče. Pa še to, zadeve se snemajo in ne vem, kako je to s prepisi. Sploh si ne predstavljam, kako bi praktično to so zdaj teoretična, praktična vprašanja, normativne dileme. Praktično za vse to skoraj da ni bilo prostora v tem zakonodajnem postopku, za katerega ne smemo pozabiti, da se je od domislice predsednika vlade, ki je napovedal radikalne ukrepe, do uveljavitve zakona je minilo zgolj 3 tedne. 3 tedne, na podlagi katerih se je poseglo v kazenski zakonik, za katerega mislim, da si prav ti, Blaž, dejal, da bi bilo vendarle vanj treba posegati z tresočo roko. Da ne omenjamo še, in me zanima tvoje mnenje, nekatere določbe, nekateri ukrepi so bili predvideni kot začasne narave v zakonodajnem postopku, potem je ta začasna naravnanost postala trajna. Kakšen zaključek lahko pravzaprav potegnemo na podlagi vsega tega? Kakšno zgodbo, v kakšnem političnem odnosu do kazenskega prava nam priča ta Šuterjev zakon? Ja, jaz mislim, da je ta zakon pisal nekdo, ki dejansko, se opravičujem, nima pojma o kazenskem pravu, nima pojma o razvoju kazenskega prava. Zakaj določene določbe sploh so v kazenskem pravu? Jaz vem, da je zelo lahko s takšno večino, kakršna pač je v parlamentu, napisati kakršenkoli zakon se pač nekdo domisli, vendar mi nismo v nekem brisanem prostoru. Mi stojimo na, bi rekel, ramenih velikanov. Dejansko sem se res v nekem trenutku vprašal, a bo mogel, bi rekel, tisto knjižico od Bekarije, ponovno obrisati prah,
Pa ne samo tako z akademskega stališča, s tem se je začelo moderno kazensko pravo, pa o čemer v bistvu nobenega, ki je veliko več ne briga, razen mogoče za izpit za kazensko pravo, kakšno vprašanje, ampak da jim začeti razlagati, kaj tam noter piše. Da tam noter piše med drugim, da samo s kaznovanjem ne boš dosegel pač pravih učinkov na zmanjševanje kriminalitete in tako naprej. Da mora biti kazenski postopek pošten, da mora spoštovati obdolženčevo osebnost. Vse to so neke, zgodovinske ugotovitve, do katerih nismo prišli v času te vlade ali pa prejšnje ali pa v zadnjih 10-20 letih. To gre za 100-letni razvoj kazenskega prava in to tisti, ki pišajo zakone, bi se mogli zavedati. Če se pa ne zavedajo, potem pa jaz upam, da na neki stopni, mogoče na ustavnem sodišču, da bo pač te spremembe, da bodo zavrnjene. Ker res sam, seveda sem odvetnik, ki se ukvarjam s kazenskim pravom, jasno, da so mi pred očmi velikokrat, bi rekel, človekove pravice in zaščita le-teh, zato ker sem videl tudi v svoji praksi, da ni zgolj tisti, ki je kriv, bi rekel, deležen nekih zlorab oblasti. Ni res. Ljudje si napačno to predstavljamo. Mi zastopamo tudi veliko navsezadnje oškodovancev, ki so tudi žrtve kaznivih dejanj in navsezadnje zastopamo tudi veliko klientov, ki niso storili tega, če so obdolženi. In tukaj, verjemite mi, en star odvetniški rek je, najtežje je zastopati nedolžnega. Zato, ker veš, da tega ni storil, ampak tudi veš, da obstaja realna možnost, da bo obsojen. Navsezadnje pri nas, to stalno ponavljam, mislim, da 87 ali pa 88% sodb obsodilnih, tako da ne manjka represije. Barbara, zdaj Šuterov zakon že učinkuje, že deluje. Predvidel je tudi prekvalifikacijo določenih kaznivih dejanj v prekrške. Kakšne posledice zdaj to že povzroča v praksi? Jaz tega 12. člena, ki se nanaša na tatvino, ne razumem. Ker zakonodajalec ni razveljavil drugega odstavka 204. člena KZ-1, ampak je kljub temu opredelil malo tatvino kot prekršek. Zdaj ne vem, a bo to dvojna kaznivost, eno boš odgovarjal za prekršek, drugo pa za kaznivo dejanje. Seveda je to protiustavno, ne bi si idem, res judikata, ne bojo ugovori. Zdaj, če pa ni, je pa to v bistvu v nasprotju s tem, kar naj bi Šuterjev zakon predstavljal, zaščita neromskega prebivalstva pred Romi. Mirno se bojo sprehodili po noči in si nabrali pridelkov do 500 evrov in mirno odšli, ker zakon o prekrških ne predvideva predkazenskega postopka, če ga kmet ne bo zalotil, pač bo odšel. In tudi si ne predstavljam, kako bo s tatvinami po trgovinah. Storilec bo lahko šel en dan v eno trgovino, bo malo pazljiv, da ne bo nadaljevanega kaznivega dejanja, si nabral za 450 evrov robe in pobegnil recimo pred varnostnikom, potem drug dan v drugo trgovino in če ga ne dobijo, ne zalotijo. Torej, ti deliš to mnenje, ker tukaj gre potem za neke unintended consequences zakona, ne? Torej, nekaj, kar morda zakonodajalec niti ni hotel doseči, pa je dosegal prav nasprotno. Ja, pravijo, da bi mogel biti zakon pametnejši od zakonodajalca. Zdaj smo pa videli, da pač zakon vedno živi neko svoje življenje. Ne? Ampak to je posledica te vihrave spremembe po nujnem postopku, brez upoštevanja bi rekel, kazensko-pravne znanosti. Bom rekel, ne samo brez upoštevanja, zavestno ignoriranje, bi rekel, hoteno ignoriranje, razen seveda tistih redkih posameznikov, ki so takšnim spremembam ploskali zaradi ne vem kakšnih svojih pač, bi rekel, nagibov oziroma zaradi svojih motivov. Bom pa povedal, da še noben zakon, ki se je tako hitro in brzo pletos na področju kazenskega prava sprejemal, ni na koncu koncev doživel svoje, bi rekel, nameravane vloge, namena,
oziroma je doživel veliko potem še popravkov. Če samo pogledamo zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, takrat, ko je bila prva verzija sprejeta, je bilo to poslanski zakon, mi smo opozarjali, da ima polno pomanjkljivosti, vseeno je bil sprejet tudi s takimi populističnimi nameni, no pa ga je Ustavno sodišče v dobršnem delu tudi razveljavilo. In to pač na koncu se zgodi. Ampak to bo najverjetneje takrat že pozabljeno, te politični kapital se je zdaj že nabral s tem očitno, ne? Potem pa who cares, ne očitno. Ja, zdaj to vse, kar pripovedujete, in če se pogovarjamo, me spominja na tisto svarilo, ki ga je že davno dal Radbruch, po propadu nacističnega sistema, ko je dejal, ni največja korist ljudstva tisto, ki opredeljuje pravo, ampak samo tisto, kar je pravo, je dejansko, kar koristi ljudstvu. In tukaj v zasledovanju teh kratkoročnih političnih interesov je bilo na nek način kazensko pravo zlorabljeno, da ne rečem posiljeno, in bodo nastali še negativni sistemski učinki, daleč potem, ko verjetno te oblasti več ne bo. Ampak tisto, kar mene skrbi, naj se spet ponovim, praktično za ta zakon je v parlamentu glasovala skoraj da ustavna večina. Vsi so nekako, župani so rekli, res, da ta zakon ne bo spremenil na tleh ničesar, zakonodajo je treba vendarle izvajati, opozicija je tudi govorila, da je zakon slab, ampak vsi so pritisnili gumb, razen Mihe Kordiša in 3 demokratov. Zdaj, Barbara, ti se počasi poslavljaš z mesta vrhovne sodnice. Ko se zdaj tu pogovarjamo, si še ne želim, da to politično komentiraš, če ne želiš, ampak verjetno se pa lahko odzoveš z vidika strokovnega razumevanja te problematike. Se strinjam s kolegom, da je ta zakon bil sprejet v pregreti čustveni nekako stanju. Ljudje so bili naveličani tega nasilja, ki je kulminiralo z smrtjo ene osebe, in politika je ta trenutek čustev, nezadovoljstva, občutka, da jim država ne zagotavlja varnosti, kot bi to morala, izkoristila in sprejela ta zakon. In ravno zaradi nabiranja teh političnih točk mislim, da je potrdila zakon tudi opozicija. Blaž? Ja, mislim, da sem nekje napisal, da vsak, ki je pritisnil ta gumb, ki je to glasoval, da se bo mogel sprejeti svojo odgovornost, del svoje odgovornosti za to, kar se bo potem dogajalo, ker vse zadnje poslanci morajo glasovati tudi po svoji vesti, ne samo po strankarski pripadnosti oziroma tist, kar se jim naloži. Res pa je, da se v tistem, bi rekel, pregretem ozračju ni bilo časa niti za resno diskusijo. Mi smo s kolegi skušali napisati nekaj člankov, jih objaviti, pa se pojavljati vsaj, kakor se je dalo v medijih, da bi opozarjali na te, bi rekel, negativne aspekte tega zakona. Ampak dejstvo je, da res kazensko pravo ni nekaj, s katerim bi se igrali in kar bi bilo dejansko plod res sprememb čez noč. In tako kot je rekla kolegica, kaj ima večina teh določb v Šutarjevem zakonu sploh za to varnostno problematiko v jugovzhodni Sloveniji? Mislim, da je župan Macedoniji, ko so bila skupaj na Odmevih, rekel, zadnjih 14 dni, se pravi, še predtem je bil zakon sprejet, je pa kar veliko bolje, se pa vidi, da je varnostna situacija boljša. Kaj to pomeni? Pomeni, da je bilo to vprašanje bolj izvajanja že veljavne zakonodaje, predvsem se strani policije, če smo čisti iskreni, in seveda tudi vse zadnje, bi rekel, potem tožilstva, sodišča, da se izrekajo primerne kazni in tako naprej. Če je bil to problem, jaz ne vem, kako je to bilo na tem recimo novomeškem sodišču, ampak vseeno. Se pravi, že sedanjo, takrat veljavno zakonodajo se je izboljšala veliko varnostna situacija. In zakaj se je prej to ni dal? To, ker ni bil nihče, ker so zanemarjali pač to vprašanje, se to je pač jasno. Si želela kaj dodati, Barbara, v tem delu? Kar je zdaj povedal, da mislim, da ni nobene potrebe bilo po sprejetju tako na horuk tega Šutarjevega zakona, ker če bi že prej dosledno uporabljali vso svojo ukrepe državne prisile,
do tega vsekakor ne bi prišlo. Že tisti kritičnega večera, ne, je prišlo že prej do enega napada na fanta. In če bi policisti takrat ocenili, da gre za neko napeto situacijo, bi lahko tam postavili marico in opazovali zadevo. In se to ne bi zgodilo. Dobro, če gremo zdaj onkraj te enkratne situacije, ki se je zgodila, velika tragedija, življenje tega človeka se ne da več povrniti. Ne vem, če je primerno, da se je njegovo ime uporabilo na zakonu, ki utegne biti razveljavljen na ustavnem sodišču, če bo do tiste presoje dejansko prišlo. Zdaj, oba sta izjemno izkušena kazensko-pravna strokovnjaka, pa me zanima, ko gremo zdaj nekako proti koncu našega današnjega druženja, kaj pa bi bilo vendarle treba na področju slovenskega kazenskega prava spremeniti? Pa ne nujno, tako kot Slovenci pogostokrat mislimo, na ravni zakonodaje, tudi v sami praksi. Pa morda najprej, Barbara, te povprašam, kot že rečeno, ti si začela kot sodnica na samem začetku in potem več kot 20 let bila na Vrhovnem sodišču, videla si najrazličnejše primere, tudi primere zlorab kazenskega aparata, spreminjanja sodnih praks za reševanje konkretnih ljudi, če lahko temu rečemo. Pa me zanima, kaj ti meniš na podlagi svojih izkušenj, kaj bi lahko na tem področju izboljšali, tako da bi bili tisti cilji kazenskega prava, ki jih ustava terja, dejansko doseženi? Jaz mislim, da zakonodaja ni tako slaba. Za sodnike pa menim in tudi za odvetnike in tožilce, da bi morali vsi delovati v okviru ustave in zakonov, odgovorno opravljati svoj poklic, sodniki pa predvsem skrbeti za enakost pred zakonom. Ker ravno to mislim, da je, če pride pri tem do odstopanj, da pri ljudeh zaupanje v pravosodje kopni. Zame je bilo neznosno ponižanje za sodstvo izjava župana dana javno in to na tuji hrvaški televiziji, da on ne bo nikdar obsojen, češ da je bil vedno nasprotnik Janše. Kaj to pomeni za slovensko sodstvo? Čudno, da se nihče na to ni odzval. In če potem še na to navežemo par čudnih odločitev, par odvzemov spisov, ki zadevajo družino, to ni dobro. In s tem pada zaupanje v pravno državo, ne? Blaž, ti gledaš nekoliko z druge perspektive. Tisti, ki se znajdejo v kazenskih postopkih, zelo lepo si že povedal, da je najtežje braniti nekoga, ki je nedolžen. Včasih je to zdi, kot da je skoraj probacijo diabolika, ne? Hkrati je pa v javnosti ta občutek, da se tisti, ki so storilci najhujših kaznivih dejanj, pa ne zdaj ne govorimo o telesnih deliktih, ampak ko gre za organiziran kriminal belih ovratnikov, da zadeve ne dosežejo epiloga. Kaj bi bilo tu treba storiti? Ja, to imaš popolnoma prav. Jaz mislim, da je treba najprej skrajšati čas trajanja kazenskih postopkov. Kako je pa to dosegali? Kaj s to preiskavo? Tako bom rekel, jaz nisem zagovornik ukinitve preiskave, zato ker v preiskavi se marsikaj razčisti. In na vse zadnje imamo tudi na nek način pri teh bolj zapletenih primerih, ki so pa najbolj, bi rekel, problematični, omejeno preiskavo posredno s tem trajanjem pripora v preiskavi, ker dostikrat so te zadeve tudi priporne in seveda lahko tista preiskava traja 6 mesecev, to pa ni nek, bi rekel, posebej dolg rok. Jaz mislim, da je problem res v tem justice delayed is justice denied, ker če preveč časa poteče od storitve kaznivega dejanja do izreka kazni, ta seveda nima niti generalno preventivnega, niti specialno preventivnega več učinka. Tukaj mislim, da moramo največ narediti. In to predvsem pri teh najbolj zapletenih kazenskih postopkih. Če me pa vprašaš, kako, bom pa rekel, več načinov je tukaj. Jaz sicer nisem, bi rekel, strokovnjak za bi rekel, vodenje v pravosodju, ne? Ampak mislim, da je treba drugačen način nagrajevanja sodnikov.
da pač so nagrajeni tisti, ki so sposobni, ker če boste vprašali udeležence, tožilce, sodnike, pa odvetnike, vam bojo sami znali zelo hitro povedati, ta sodnik je v redu, ta pa ni. Mislim, iskreno vam bodo znali povedati. Ta je sposoben, ta ni. To se pravi nagrajevanje in drugič digitalizacija v pravosodju, se pravi sramota je, da nimamo stranke oddaljenega dostopa do digitaliziranega spisa, ki bi se ga lahko v vsakem trenutku pogledali, seveda na varen način. Vse te rešitve, ki obstajajo, se jaz mislim, bi rekel, digitalne, ne uporabljajo v zadostni meri. Smo leta 2025, uporablja umetne inteligence, bom rekel, orodij, ki avtomatsko pretvarjajo govor v tekst in tako naprej. Vse to je treba maksimalno uporabiti. Predvsem je pa treba, bi rekel, v teku glavne obravnave, jaz mislim, da, tako kot sem prej rekel, sodnik, ki zna voditi postopek, ki zna držati procesno disciplino, bo to naredil. In to na miren način. Poznam sodnike, ki imajo zelo težke zadeve, pa vendar s svojo osebnostjo dosežejo, da postopek teče normalno. In imam sodnike, ki so represivni, lahko povem, ali pa želijo izpasti strogi, ali kako po domače povedano, pa doživijo ravno nasprotno odpor in se lahko postopki potem tudi vlečejo. In jaz mislim, da sodniki poznajo načine že v okviru sedanje zakonodaje, kako postopki lahko tečejo hitro in učinkovito. In jaz vam povem, v nasprotju z prepričanji javnosti, kjer so odvetniki, ki so sposobni tudi zraven, ki so na svojem področju sposobni, tudi ti postopki bolje tečejo. Ker ne prihaja do nekih ne bi rekel zapletov, ki niso potrebni. Ker tudi jaz imam svoje delo, imam več primerov in nimam zdaj časa, niti volje, da bom zdaj v nekem postopku izvajal ne vem kakšne akrobacije, ker pač smo vsi profesionalci, imaš nek svoj ugled in seveda si ga tudi želiš ohraniti na dolgi rok. Ja, morda še to, da se strinjam s kolegom, da je treba poseči nekako v tole sodniško zakonodajo, da to pa uvedba X oddelka je bil strel v prazno. In tu smo imeli pripombe, tudi vrhovni sodniki, da bo prihajalo do zaostankov, ker recimo do neke nagrade bi moral biti sodnik upravičen takrat, ko zadevo konča, ne pa, ko jo obravnava. Jasno, da bo potem lepo ležerno to obravnaval, ker ima ves ta čas plačo vrhovnega sodnika. Strinjam pa se tudi s tem, da so razlike med sodniki. Biti sodnik je izjemno odgovorno delo. In sodnik, če hoče dobro voditi obravnavo, mora imeti spis v malem prstu. Ker sicer stranke zelo hitro začutijo, da ni dominus litis postopka, ne? In potem, kot je tudi rekel kolega, potem hoče avtoriteto pridobiti sodnik z neko osornostjo, neprijaznostjo in potem pride do kratkega stika. Dobro, oba sta na nek način tudi vpeta v delo poslanstvo Nove univerze. Barbaro večkrat povabimo v goste kot strokovnjakinjo iz prakse. Blaž, ti si tudi naš docent. In mislim, da se spodobi, da na koncu par besed namenimo še našim študentom. Ko sem vaju pozorno poslušal, govorili smo o sistemu, govorili smo o zakonodaji, ampak na koncu se vse začne konča pri ljudeh. In vemo, da je, kar se tiče pravnega kadra, kakovostnega pravnega kadra, stiska. Tako v odvetništvu, če me občutek ne vara, pa še bolj v samem tistem državnem delu pravosodja na sodiščih, tudi vrhovnem sodišču, da o državnem tožilstvu ne govorim. Torej, kakšna bi bila vajin nasvet študentom? Bom grdo rekel, se bo slišalo utilitarno, pa ne bom tega rekel. Ne bom rekel, ali se splača študirati, se posvetiti svojo kariero kazenskemu pravu, ampak zakaj bi bilo ustrezno svojo kariero posvetiti kazenskemu pravu? Izvajenih izkušenj. Pa morda najprej Barbara, pa potem Blaž. No, morda bi samo en popravek tvojih misli.
Na Vrhovnem sodišču imamo 7 svetovalcev in vseh 7 je izvrstnih pravnikov, so izjemno predani svojemu delu in tu vidim eno perspektivo za bodočnost. Zdaj počasi, mislim, da 3 ali 4 kandidirajo na sodišče prve stopnje, tako da ne bo propadlo sodstvo ob takih pravnikih. Sicer pa opažam, da ni prevelikega interesa za delo sodnika, odvetnika, tožilca. Tam na tožilstvu mislim, da imajo izjemno hude težave z novimi ogromno mest ni zasedenih. Ja. Pa je tudi pripravnike na sodišču težko že dobijo. Na prvi stopnji, ja. In tudi opažam, da zelo malo kandidatov upravlja pravosodni izpit. Včasih jih je delalo na mesec od 25, 35, celo 45, zdaj pa 11, 15 maksimalno, tako da ne vem, zakaj je tako. Zdaj, delo sodnika, o tem lahko govorim, je, če ste seveda veseli, lep poklic. Izjemno odgovoren, zagotavlja ti neko socialno varnost, obogatel pa ne boš. Je pa odgovoren poklic, zahteva sploh prva stopnja kazenski sodnik celega človeka. Blaž? Našim študentom, nasploh mladim ljudem, ki zadnjič sem bil na eni od gimnazij, pa sem jim malce pripovedoval o pravo, pa so na koncu rekli, a res pravo je v bistvu lahko tako zanimivo? Ja, se je točno to, ne. Se jaz tudi moram reči, da ko sem končeval pravno fakulteto, nisem mislil, da bom delal na področju kazenskega prava, res ne, so me mogoče tam vlekle kakšne bolj druge, bi rekel, ekonomsko-gospodarske teme, ampak potem pač po nekem spletu na ključu sem se pač s tem začel bolj poglobljeno ukvarjati in potem te potegne, bi rekel, ta poklic, nekako te pokliče na nek način. Ker tukaj pa moraš biti nekdo, ki ima, bi rekel, posluh za ta vprašanja, ne, ki ga zanima usoda posameznikov, ki ga zanima tudi ta odnos posameznik država, kogar te stvari zanimajo pa privlačijo. Jaz mislim, da ima lahko lepo kariero, no vse zadnje tudi dobrih kazenskih odvetnikov manjka in tako kot je rekla kolegica, dejansko je zdaj zmanjšan, bi rekel, nekako zanimanje za te pravosodne poklice, to tudi mi opažamo, zelo težko je dobiti že tudi pripravnika v odvetniški pisarni, ker vseeno je potem tukaj kar dolga doba najprej usposabljanje, potem še pravosodni izpit in tako naprej. Veliko se jih raje še odloči za pot v gospodarstvo zdaj, ampak vseeno se mi zdi, da kogar to zanima, kogar ta vprašanja zanimajo. Tudi vprašanje seveda človekovih pravic, ta včasih boj majhnega človeka, Gideon Strumpet, te zadeve. Mislim, da bo se našel tukaj noter in vsem pa užitek, to neko čustvo, ki te pa pri tem prevzame, ker moraš pa biti, če hočeš biti dober s srcem pri tem, kot je kolegica povedala, tudi odvetnik dober ne postaneš, ker da ti je vseeno, nikoli ti ni vseeno za te ljudi. Kdor je tak tip človeka, jaz mislim, da bo to užival na koncu koncev. Je, ko že parafraziram, je težko biti kazenski odvetnik, ampak lepo. Dobro, in na to noto lahko tudi sklenemo današnji pogovor. Začetek je bil težak, pa ne zaradi naše družbe, jaz sem v njej zelo užival, ampak zaradi tematike, ki smo jo obravnavali. Res je slabo skrb vzbujajoče, kadar celo ustavna večina skorajda presliši vsa opozorila celotne pravne stroke, civilne družbe in rokohitrsko spreminja kazenski zakonik, ne zavedajoč se negativnih sistemskih posledic, ki jih to utegne za državo, predvsem pa za nas posameznike, nosilce človekovih pravic in svoboščin utegne imeti. Pa vendar potrebujemo mlade nadobudne pravnike, zlasti in predvsem na kazensko-pravnem področju, zato da se bo na eni strani seveda kriminal učinkovito preganjal, na drugi strani pa zato, da bomo poskrbeli, da bo država svoje poslanstvo opravila na
pošten način. Kajti na koncu koncev prava nimamo zaradi države, ampak imamo državo zato, da spoštuje in varuje pravo in s tem naše pravice. Hvala danes, da ste nas si ogledali. Jaz pa se še enkrat zahvaljujem spoštovani Barbari Zobec in Blažu Kovačiču. Hvala, ker sta prišla.